Pozdravljeni. Vabim vas k ogledu Posavskega obzornika, kjer smo strnili nekaj pomembnih, predvsem pa zanimivih dogodkov. V Kostanjevici na Krki so odprli športno-rekreacijski center. To je bil praznik za vse generacije, saj so na tak športni park čakali 30 let. S tem je realiziran eden od projektov, obljubljen pri ustanavljanju samostojne občine. Nove športne površine so pri šoli. Prej je bilo tam le nekaj asfaltne podlage za igre, ne pa pravih igrišč, je povedala ravnateljica Melita Skušek. Sedaj imamo veliko rokometno igrišče, potem večnamensko igrišče, ki združuje 3 igrišča, tako igrišče za boj med dvema ognjema, pa košarko in tudi mali nogomet in 2 igrišči za odbojko na mivki. Potem seveda zelo veseli smo tartanske steze 4x220 metrov, kar je pravzaprav največja pridobitev in precej drugačni pogoji za športno vzgojo, kot smo imeli sedaj. Kljub pomanjkanju zunanjih športnih objektov učenci v športu ne zaostajajo. Na tekmovanjih dosegajo dobre rezultate. Najbolj trenutno odbojka na mivki in tudi dvoranska odbojka, kjer tekmujemo v samem državnem vrhu. Pri atletiki pa dosegamo tudi zelo lepe rezultate, predvsem v tistih tekih na daljše proge, v krosu in tako dalje. No, sedaj pa upamo, da bo to tudi na krajših razdaljah 60 metrov, 100, 200 metrov. Iskreno veselje je na otvoritvi pokazala tudi prva učiteljica telovadbe v kraju ali v žargonu difovka Martina Strajnar. Jaz sem v moji delovni dobi 35 let imela zelo slabe pogoje, lahko rečem, da v Krški občini najslabše, ampak smo kljub temu dosegali zelo dobre uspehe, smo se lahko čisto z drugimi istovetili. Res pa, da je bilo veliko težje. Pogoji so bili obupni, smo tekli po travnikih, tekli v krog, skakali v naravi, nič ni bilo. Ta prostor, čeprav je pri šoli, ni namenjen samo šolarjem. Morali bi ga izkoristiti vsi rekreativci v občini. In tudi verjetno bo, ker že sprašujejo, da če bodo tudi oni lahko prišli na igrišče in seveda sigurno bo odprto za vse. Nad športnim centrom sta navdušena tudi olimpijca Primož Kozmus in Primož Kobe, ki sta na veselje otrok preizkusila novo tartansko stezo. Jaz mislim, da je to en zelo lep, prisrčen objekt, kater bo, mislim, da navdušil marsikaterega mladega športnika, da se bo odločil za kakšno športno pot, ga motiviral za športno udejstvovanje in ocenjujem, da je to ena velika pridobitev za Kostanjevico in tudi za širšo okolico. Ime mi je Timotej, pišem sem Latković. Rad šport, mene je pač, ko sem kot otrok sem začel, me je ati spodbudil, da lahko športa, pa sem že sem se učil, sem doma začel trenirati košarko, pa nogomet, pa hokej. To je vse. Potem si zelo vesel, da je igrišče, ne? Ja, vesel sem. In še rad stečem tudi. Sem Enel Netič, pa zelo rad se ukvarjam s športom in rad skačem čez ovire in stečem na 600 metrov in rad skakam v višino. Koliko je dolga atletska steza? Tam nekje do 400 metrov. Smo pa zelo veseli, da smo dobili tole športno igrišče, ki so ga otroci čakali in so čakali ta dan, da bo uradna otvoritev in se pravim, so presrečni, no, da lahko tekajo in se imajo športno veselje, no, v bistvu tukaj. Športni center je gradil Kostak. Tisti, ki so spremljali vse faze dela, pravijo, da je izvedba kvalitetna. Sama gradnja tega rekreacijskega centra je trajala malo manj kot 1 leto in je stala 850 000 evrov. Je ministrstvo kaj prispevalo ali ste izključno sami financirali? Ministrstvo za šolstvo je financiralo 89 000 evrov, Fundacija za šport 169 000, 580 000 pa občina Kostanjevica na Krku. To je zelo velika investicija. Bo lahko občina v naslednjem obdobju sploh še kaj vlagala? Lejte, ta investicija je zdaj končana, zadolžili se nismo nič, tako da pripravljamo že novi projekt, izgradnjo novega vrtca in
obnovo obstoječega vrtca za leto 2013. Obnove je potrebna tudi 30 let stara šola, pravi ravnateljica. Ja, nedvomno energetska sanacija šole. Predvidevamo, da se bi to zgodilo čim prej. Dejansko so stvari pripravljene tako daleč, da gremo lahko v razpis za obnovo fasade, oken, strehe, tudi korilnice, tako da to nas tudi še čaka v čisto bližnji prihodnosti. Pri novo načrtovanih investicijah v šole in vrtce Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v naslednjih letih ne bo sodelovalo, saj jim proračunska izhodišča za obdobje do vključno leta 2016 tega ne dovoljujejo, je povedal direktor direktorata za investicije Andrej Vihtelič. V šolskem centru Krško Sevnica so si za promocijo tehničnih poklicev omislili prireditev Tehnogeni. V Gen energiji so projekt podprli in se s svojim svetom energije ponudili za gostitelja. Idejo, da bi na tak način vzbujali zanimanje mladih za tehniko, je dal ravnatelj srednje strokovne in poklicne šole Jože Pavlovič. Lani je bila prireditev prvič, občudovanje pa je požel dijak Uroš Grivec, ki je za maturo izdelal gokart. Na letošnjem Tehnogeniju so dijaki skupaj z mentorji izdelali nekaj eksperimentov za svet energije. Sprejeli smo izziv strani Gen energije, da v okviru natečaja za najboljši nekak izdelek iz področja energetike izdelamo 3 modele. Tule za mano imamo modele hidroelektrarne, oziroma pravzaprav 3 hidroelektrarn, potem pa še se predstavlja tukaj regulacija moči reaktorja in pa model parne turbine. Ja, sem pregledal že tele eksperimente, mislim, da so dobri. Mi smo v sodelovanju z tehnično šolo že pred leti se dogovorili za to in imamo namen, da to razstavimo, porabimo pri našem eksperimentalnici. Ja, kar dobro so se potrudili, zanimivo, kako so se lotili rešitve. Predvsem pa je pomembno to, da se tudi vidijo te eksponate, da se vidi tudi, lahko probajo sami dijaki in ta interaktivnost je zelo pomembna za to, da mladi dobijo občutek za tehniko. Ravnatelj Pavlovič pravi, da se je s projektom Tehnogeni povečalo zanimanje dijakov in učiteljev za eksperimente. Zadovoljen je tudi z vpisom. Vpis je boljši kot lansko leto. Na določenih programih srednjega strokovnega izobraževanja smo imeli celo preveč dijakov, tako da ni bilo za vse mesta. Šola je dobra, ima odlično opremljene delavnice in do sedaj nobeden od njenih programov še ni bil ogrožen. Jaz mislim, da je ta tradicija, ki je v Krškem že dolga leta prisotna, se pravi tradicija srednjih tehničnih šol, se nadaljuje in da je ta vpis pravzaprav kaže tudi v to smer, da se ta poklic še zmerom dokaj spoštuje. Na celotnem šolskem centru, na vseh 3 šolah smo z vpisom letos zadovoljni. V Sevnici imamo skoraj 50% več dijakov in dijakinj kot v lanskem letu. Imamo spet 2 oddelka gimnazije v Krškem tehnične gimnazije, pa tudi vpis na srednji poklicni in strokovni šoli je višji kot je bil v lanskem letu, tako da smo te svoje cilje, ki smo jih lani zastavili v tem področju, tudi letos uresničili. Nekateri, ki jih je lani prireditev Tehnogeni navdušila kot maturante, so se je letos udeležili kot študentje. Aleš Mešiček iz Brestanice v Mariboru študira elektrotehniko in je soavtor modela jedrskega reaktorja. Naš model deluje z pomočjo koračnega motorja. Pravi nuklearni so to posebni magneti, ki dvigujejo in spuščajo regulacijske palice. Na začetku ob zagonu so palice v reaktorju, ne poteka nobena reakcija. Na to pa se palice počasi dvigujejo in s tem se vzpostavi jedrska reakcija in elektrarna začne obratovati. Če je potrebno, lahko zmanjšamo moč elektrarne in se palice nekoliko spustijo v reaktor. Ob kakšni napaki pa je potrebna takojšnja zaustavitev in palice padejo v trenutku v sam reaktor. Povedal je, da delo ni bilo enostavno in brez mentorjev ne bi šlo. Na začetku smo morali neke ideje dobiti, da smo lahko začeli potem kasneje izdelovati izdelek. Počasa smo sestavili skupaj. Lanski dijak Uroš Grivec se je prireditve udeležil kot študent strojništva in član ekipe na Mariborski fakulteti, ki je naredila čisto pravo tekmovalno formulo. Na vprašanje, če bodo v Gen energiji izzvali še ljubljanske tehnične fakultete za sodelovanje, je Martin Novšak odgovoril.
Naš namen ni tekmovati v tem, ampak sodelovati, dopolniti tisto, kar potrebuje industrija, da dobimo pravzaprav privlačnost samih kadrov in pa šol, da se približajo industriji. Jaz verjamem, da je potrebno v Sloveniji znanje, da je potrebno tisto znanje, ki se da tudi mednarodno prodati, da se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva in tudi zdvigne standard življenja. Jaz si želim, da kadri, najboljši kadri ostanejo v Sloveniji in delajo za Slovenijo. Zato so tako pomembne takšne zgodbe, kot je Svet energije. Obiskalo ga je že 10 000 ljudi. Pomembno se nam zdi ne le, da pridejo obiskovalci na ključni, pomembno se nam zdi srednje šole in pa osnovne šole višji razredi, ki se seveda zelo zanimajo za obisk. Imamo pravzaprav vse skozi polno zasedeno. Želimo pa seveda dodajati stvari, dodajati tiste fokuse, ki jih tudi mi kot Gen potrebujemo, da mlade spodbujamo k tehniki, k tehničnim študijam in želimo, da dobijo veselje do tega poklica. Enak cilj zasleduje Tehnogeni, pravi ravnatelj Pavlović. Upajmo, da bo ta projekt nekako zaživel in bo Tehnogeni postal nekako simbol za največjo promocijsko prireditev tehnike med osnovnošolci v Posavju. Če bo šola zaradi varčevanja tako prikrajšana, da bi postal ta projekt ogrožen, bi občina pomagala, pravi župan. Prepričan sem, da bi, sicer to ni samo odločitev župana, vendar je, mislim, tudi naš občinski svet precej nagnjen v to smer, da bi bil prav gotovo za takšen sklep oziroma za takšno primaknitev sredstev. Občina vsa leta spremlja razvoj tehnične šole in je na njo ponosna. Raka se je v slovenskem prostoru v začetku prejšnjega stoletja proslavila kot rojstni kraj priznanega sadjarja, vrtnarja in čebelarja Martina Humeka. Njegova potomca sta dobrih 100 let kasneje poskrbela, da je Raka spet v središču. Zgradila sta gozdno-vrtno železnico. Letos mineva 150 let od železniške povezave Zidanega mosta z Zagrebom in Siskom. Slovenske železnice pripravljajo proslavo v Posavju in vožnjo s posebnim vlakom. Železnica je nekoč tako korenito vplivala na razvoj družbe in sveta kot nobena kasnejša pridobitev. Zato ni čudno, da so nekateri z njo zasvojeni. Med njimi sta zdomca, brata Humek, ki sta v rojstnem kraju cenjenega sorodnika postavila železnico. V Švico sem šel leta 1976 in od takrat je še vedno tudi v Švici je bilo malo za to paro in z vlakovodjenjem, kot so včasih rekli, ne. Ampak ta želja je vedno ostala in razen tega ne samo, da sem kot pravi strojvodja na mali lokomotivi, sem pravzaprav tudi izdelovalec lokomotiv. Moja nova lokomotiva bo, upamo, naslednjo leto tukaj, po 10 letih dela. In drugače bi lahko rekel, da je pač to veselje za starejše mladoletnike. Ta hobi je ne samo drag, vzame dosti časa, moraš biti tudi malo temu primerno, ja, ne bom zdaj rekel udarjen, ampak moraš imeti nekaj posebnega, moraš imeti, ker drugače ne gre z tega. Čeprav se je poklicno vrtel čisto v drugih vodah, v svetu avtomobilizma ga je zasvojila tehnologija parne vleke. Ta je iz slovenskega rednega prometa izginjala pred skoraj 50 leti. Na železnici nisem delal, sicer moj stari oče je bil strojevodja, kar je bilo za tiste čase, recimo, če je bil nekdo inženir, ali pa ne vem kaj, so rekli strojevodja, to je neko omalovaževanje enega poklica, čeprav je to bilo nekaj posebnega, ker na takšna parna lokomotiva je v sebi, ima življenje, čeprav je zelo dosti dela, moraš poznati lokomotivo, to ni tako enostavno, ko zgleda, da piska in se pelješ. Brata Humek z družinama poletne dopuste preživljata na Raki in tamkajšnja mladež po njuni zaslugi ve, da se železnica ni začela z električnimi lokomotivami. Pred nekaj leti smo podrli staro železnico nedaleč od tukaj in to je bila seveda vsako poletje je bila to atrakcija. Ker vprašanje se je postavilo, pridemo, boste kurli, ja. In tako smo zdaj po dolgem času malo več naredili, da bo en par ljudi tudi imelo veselje s tem našim hobijem in to ni nobenega komercialnega ozadja, ampak je to čisto navadno veselje do malih vlakecov. Pri postavljanju nove proge so imeli pomoč, saj je v Sloveniji še nekaj takšnih zanesenjakov. Želja je bila vedno, da proga gre od nekod nekam. Ampak te želje v taki železnici, v taki izvedbi, žal zaradi lokacijskih prostorov ni moč narediti, zato smo prisiljeni narediti ne take krožne, nepravilne oblike, skratka, da na čim manjšem prostoru čim več proge spravimo skupaj. No, tole je ena daljših prog tovrstnih nasploh
ne najdaljša, ker najdaljša so recimo 10-50 daljše, ampak v naši bližnji soseščini to je 402 metra prevoznega tira okrog in krog. Če se peljemo, se pravi 6 km na uro, je to 4-5 minut. Kako to košta? Ja, to je pa tako. Kot sem prej rekel, če jaz to sam naredim, koliko je moje delo vredno, ja, zame zelo veliko. Pa za ljudi, ki me imajo radi in ki me spoštujejo, tudi zelo veliko. Za koga, ki pa to nima odnosa do tega, je pa to pravzaprav nič vredno. Vse to nima nobene cene. No, če se pa vrnemo na tisti strošek, ki je neposredno, rečemo v temle, na tej postavitvi, tukaj gradbena dela, to je bil zelo težek teren, in ta tirni material, to je reda velikosti približno 35-40 tisoč evrov. Vozila smo naredili več ali manj sami, gotove komponente smo kupili, ampak tudi strošek ene take igrače je, rečemo temu, en kar primeren avto srednjega razreda. Kaj sem, recimo Mercedes A. Kako se začne? Pri Mercedesu, ne vem, ti smo S razred, se pa nehajo stroški za te igrače. Gre za pomembne igrače, saj se z njimi ohranja znanje izdelovanja in vožnje parnih lokomotiv. Bil sem skrbnik muzejskih vlakov Slovenskih železnic do leta 2002, ko sem se upokojil. Tudi na tem vlaku sem spoznal brata Humek, ki sta večkrat se prišla k nam pelati in spoznal sem, kakšna ljubitelja železnice sta. In ker je tudi med mojimi sodelavci Uroš Filiplič, ki ima tudi svojo lokomotivo, sem se pač odločil, da jim bom tlele na Raki pomagal pri izgradnji tele gozdno-vrtne železnice, ki bo pač, upajmo, popestrila malo tale vsak dan na deželi. Nekdanji pomen železnice za gospodarski in družbeni razvoj je razviden iz uniforme, ki je bila pravi statusni simbol. Ta uniforma je narejena po načrtih oziroma po kroju južne železnice iz začetka 20. stoletja, ki je na Dunaju. In pač železnica je za vožnje muzejskih vlakov, ki se izvajajo s slovenskimi železnicami, pač naredila te uniforme in jaz jo pač uporabljam na muzejskem vlaku, kadar me pokličejo, pa tudi tukaj, da malo popestrim tole dogajanje. Pestro bo še naprej, obljubljajo zanesenjaški železničarji. Naša želja je, da proga ostane. Ampak proge zginejo iz dveh razlogov. Prvič, ker ne več zanimanja, ali pa lumparija, ko imamo tukaj v teh krajih na Dolenjskem posebej probleme, da zgine kakšen material in tako naprej. Mi smo razmišljali v tem smislu, če hoče proga obstati, jo mora kraj sprejeti za svojo. Za svojo pa lahko sprejme, če so ljudje povabljeni, pridite pogledati, ste dobrodošli in potem pridejo ljudje, a lahko kaj pomagam. Če pa ti vsakega naženeš, čeprav je to, bi rekel, strogo privatna zadeva, če pa vsakega naženeš, to je pa tisto, fovšija, pa bomo že posvetili. Kot ste slišali, gre za popolnoma privatni projekt. Gozdno-vrtna železnica Raka ni društvo, ki bi iskalo kakšna proračunska sredstva, pa bodo kljub temu omogočili šoli, da bodo skozi kakšen naravoslovni dan otroci spoznavali, kako se je razvijala železnica. Spomladi je v stari šoli v Boštanju začela delovati trgovina rabljenih stvari. Zdaj se je dejavnost preselila v izpraznjene prostore mladinskega centra v Sevnici. Interes za novo ponudbo pa je vse večji. Prostor za hotelom Ajdovec je precej večji od tistega v stari šoli in ponuja večji razvoj te dejavnosti, utemeljuje selitev Mojca Metelko Žganec, namestnica direktorja zavoda KNOF, ki vodi projekt socialnega podjetništva. Imeli smo dejansko več stvari v skladišču, dobrih stvari, ki bi jih lahko prodali, pa jih nismo mogli dati v prodajo, tako da smo se odločili, potem pa tudi z subvencijo Ministrstva za družino in socialne zadeve in Evropskega socialnega sklada, da se končno predstavimo v malo večji prostor, kjer bomo lahko normalno delovali. Izmenjava oziroma nakupovanje rabljenih stvari je v tujini, v bogatih družbah, že stara praksa. Pri nas je novost, ki se otepa predsodkov. Projekt je pripeljal v Sevnico en Francoz, Axel Gordon, ki je bil pri nas na Evropski prostovoljni službi
In to je bil projekt dejansko njegovega bivanja tukaj v 8 mesecih. Odločil se je pač za to zadevo, ker je v Franciji zelo poznana in pač pri njih ima vsaka vas eno tako trgovino za rabljeno robo. Opazoval je naše področje in ugotovil, da tukaj takih trgovin ni. Ustanavljanje trgovine Stara šola je podprla tudi občina Sevnica, pravi Metelkova. Koncept socialnega podjetništva je vse bolj aktualen, tako da tudi recimo zdajle današnji dan je prav tudi namenjen temu, da dobimo še dodatne partnerje pri projektu. Do sedaj so že občina Sevnica, KŠTM Sevnica in pa Komunala Sevnica. Začeli smo tudi pravkar sodelovanje z Komunalo Brežice. Bomo pa nekako ciljamo pa tudi še proti Zasavju, nekako občina Radeče, mogoče tudi do Trbovelj, tako da nekako Posavje in pa mogoče še del Zasavja, da bi nekako pritegnili k sodelovanju v projektu. Na sevniški komunali so rade volje sprejeli pobudo posrednika za še uporabno blago. Gre pravzaprav za to, da imajo občani občine Sevnica možnost, da enkrat letno naročijo pri nas v podjetju odvoz teh kosovnih odpadkov, kakor jih imenujemo, in med temi kosovnimi odpadki je mnogo stvari, ki niso za vstran, marsikomu tu pride še prav, so celi izdelki in s društvom KNOV smo našli skupno rešitev, tako da na zbirnem centru mi te kvalitetne oziroma nestrošene stvari skladiščimo v zaprtem prostoru. In ko se nabere določena količina teh predmetov, se slišimo, pridejo pogledati in kar je za njih interesantno, zanimivo, odpeljejo v ta nov prostor, v katerem se bo vršila prodaja teh izdelkov. Kar ponuja trgovina, je tudi na spletu. Za dostavo kosov pohištva in tehnike do kupcev trgovina kupuje kombi. Ta nova ponudba je postala ljudem zanimiva zaradi nizkih cen, pravi Metelkova. Je pa veliko ljudi, vse več, ki pa cenijo to, da je tukaj v zadju neka ideja, torej ponovne uporabe, varovanja okolja, odpiranja novih delovnih mest v lokalnem okolju, tako da smo kar zadovoljni. To je novost v našem okolju in do tega imam pozitivne odnose. Tudi sem že parkrat obiskal trgovino na stari lokaciji, zdaj sem tukaj na otvoritvi in se tudi vedno najde kakšna stvar, tudi za mene, za mojo osebno uporabo. Drugače sem pa tudi ljubitelj starinskih predmetov in nekako vedno gledam, da je predmet še za nadaljno uporabo, da mu vdihnem ponovno življenje, seveda, če ga potrebujemo doma. Socialno podjetništvo vzpostavlja drugačne vrednote in odpira delovna mesta. Trenutno imamo v zavodu zaposlenih 4 ljudi, imamo pa namen naslednjem letu še zaposliti še 3 in te 3 bodo konkretno delovali na projektu Stara šola. Od prodajalcev do obnoviteljev te opreme, torej neki mizarski pomočniki, pa tudi šiviljo bomo imeli, ki bo pomagali pri predelavi predvsem oblačil. Bomo pa imeli tudi na voljo prostovoljce zopet iz Evropske prostovoljne službe in sicer 3 prostovoljke bomo dobili, imamo že potrjene iz Romunije, Bolgarije in pa Hrvaške. Jaz sem vsega začetka v tem zavodi KNOV, sem prostovoljka trenutno, se ukvarjam z ročnimi deli, vodim delavnice šivanja. Trgovina se je povezala tudi z rokodelci, ki bodo skozi to trgovino lahko predstavljali svojo ponudbo. Družinsko podjetje Teraplant iz Sevnice je šlo letos kljub krizi v veliko investicijo. Postavili so steklenjak s sodobno opremo za vrtnarstvo, kar prinaša višjo kakovost proizvodnje. Osnovno vodilo je bilo povečati kakovost vzgoje sadik, ker ima steklenjak prednost pred plastenjakom, ter zaposlenim izboljšati delovno okolje, pravi lastnik podjetja Jože Šturbej. Sajenje smo malo bolj posodobili, da ljudje lažje, da ni toliko fizičnega dela, da bi nekje dosegli standard, da ljudje, ko delajo vrtnarstvo, ne dvignejo več kot 25 kg. Posebno skrb na vrtnariji posvečajo vodi. Kljub temu, da smo zraven potoka, vode v tem potoku sicer dovolj, mi uporabljamo deževnico. Deževnico pa zaradi tega, ker je to bolj kakovostna voda. Kakovostna voda je zaradi tega, ker gnojila se topijo v vodi ali pa soli do določene količine. Ko tisto količino presežejo, potem se več ne topijo. V sami tej sevničini, v tej vodi že nekaj soli je, to pomeni, se manj gnojila stopi. Pri nas je recimo 95% izkoriščenost gnojila
v vodi iz potalnice ali pa iz tega potoka, bi bilo pa nekje okoli 60. To pomeni, to je naša prednost. Teraplant je pred leti kupil tudi vrtnarstvo Celje. Skupaj zaposlujejo 24 ljudi. Sadike izvažajo tudi v Avstrijo, sicer pa oskrbujejo domače cvetličarje in lastno trgovino Zelena Pika. Na našem mestu lahko najde ljudje vse, kar je povezanega z zelenim oziroma za hobi, za hortikulturo. Od rezanega cveta do naše proizvodnje, tako da zasadimo in okolico, lahko pride nam z enciklopedijo, priskrbimo rastline, jih zasadimo, svetujemo, kako bi te rastline rasle, kako stvar lahko jim popravimo in povemo, kaj ne naredijo, da se bo nekatere rastline izboljšale, tako da pri nas lahko dobijo vse, kar je zeleno, v servis, ki zraven pripada in še zelo dober nasvet. Tudi pri cvetnih aranžmajih so modne smernice, je povedala žena Renata, ki vodi Zeleno Piko. Letos je trend nazaj k naravi z veliko zelene barve. Zaupala je tudi pravila za večjo obstojnost šopkov. Pri krizantemah vseh vrst je pomembno, da se ne spodrazujejo z nožem, ampak da se kar odlomijo z roko, tako pa lažje povlečajo vodo in dlje časa zdržijo. Potem zraven sadja, ni fajn, da so. Na mizi je ponovadi šopek pa kakšna skleda sadja, tako da to ni najboljše, ker jabolka na primer spuščajo ta plin etilen in kvarijo cvetje. Jože Šturbej kot agronom zagovarja sodelovanje z naravo in v tej smeri je nadgradil vzgojo rastlin. S tem letom smo začeli že uvajati tudi biološko zaščito teh rastlin. To pomeni neke recimo naravne sovražnike škodljivcev krasnih rastlin, tako kot tudi recimo, ne vem, če poznate primer, neke glive, ki okužijo rastline, imajo tudi konkurenčne glive, ki jim odvzamejo življenjski prostor in tako rastline dlje časa ostajajo zdrave. Ta segment mislimo dosti razširiti, smo se tudi nekaj izobraževanj letos imeli. Pri samem drugem vrtnarstvu pa samo pri tem našem, bi rekel, hortikulturnem ali pa hobi delu, pa želimo samo te stvari izpopolniti, da res naredimo en tak, recimo tako kot tle vidite, skušamo dati nek standard kakovosti in pa tudi same ponudbe v tej okolici, kjer živimo. V Sloveniji imajo vsi radi rože in lepo okolico, pravi Jože Šturbej. Zadovoljen je, da je z novo naložbo tudi sam prispeval k urejenosti in kakovosti ponudbe. Upam, da ste v Posavskem obzorniku izvedeli kaj zanimivega. Hvala za pozornost in nasvidenje.